Lepo dobrodošli nazaj v našo družbo. Takole pa smo zvedeli nekaj več o palačinkah in slanih palačinkah, kar je v bistvu galet. Tako da le odpravite se na tržnico in sprobajte novi lokal s pravim francoskim šefom. Mi pa na promet, po prometu pa takoj dobro z dobrim. Najprej pa nam Juš pove, kje se zatika morda severna ljubljanska obvoznica, industrijska cona Moste, kje so deli? Ja, pa si zelo blizu, ampak pred severno greva še na vzhodno. Tam namreč poteka obnova priključka industrijska cona Moste, letališka cesta. Potem pa, kot si uganil tudi sam, na ljubljanski severni obvoznici zaradi obnove vozišča med priključkoma Bežigrad in Nove Jarše v smeri Zadobrove promet poteka po dveh zoženih pasovih. Zaprt pa je tudi izvoz Tomačevo iz smeri Zadobrove, tranzitni promet za tovorna vozila nad 3,5 tone in avtobuse je med Štajersko in Primorsko v obe smeri preusmerjen na ljubljansko vzhodno in južno obvoznico. Poglejmo še, kako je z mejnimi prehodi. Na Štajerskem je zastoj pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški, dolg približno 3 kilometre. Čakalne dobe so še v Zgornjem Leskovcu, na Dobovcu in Dragonji, tako da zaenkrat še vse poteka kolikor toliko normalno, torej kar hitro. Na morje zdaj pa dobro z dobrim ne bomo preveč zavlačevali. Vračam vas nazaj v studio Figovec. Hvala lepa, Juš, saj kasneje se slišimo še z vremenom, na koncu pa kot vsakič aktualne novice, promet in vreme še zadnja porcija, tako da vas bomo tudi o prometu še obveščali. In kot je že rekel, čas je za dobro z dobrim, kot vsak petek. Pozdravljam moje goste. Lenka, lepo pozdravljena. Koga si mi danes pripeljala, kakšne krožne zgodbe se bomo pa danes dotaknili? Ja, danes gremo pa dobro po Sloveniji. Se pravi, bomo šli mečkam ven z Ljubljane. Prejšnjič smo vam govorili o povezovalnici na Gornjem trgu, ki se je odprla z včerajšnjim, ponovno odprla s 1.7. in vabi v svoje prostore vse, ki imajo kakšno stvar za povedati, dodati in sodelovati. Danes smo pa sabo Mirana Mateja, zdaj sem jaz narobe priimek, Mateta, ja, naglasila, iz Pomurskega sejma. Ampak midva se poznava že tam malo po 1990, se pravi, sigurno leta 1993 smo že skupaj naredili prvo povezovalnico na ljubljanskem sejmskem prostoru. Namreč sejmarska dejavnost, ki je na naših tleh znana že kar veliko stoletij, da so se ljudje vedno srečevali, da so se imeli med sabo kaj za izmenjati, povedati, se naučiti, prodati, kupiti, izmenjati tiste stvari, katere sami niso imeli doma. Seveda je živa še krepko tudi danes, z zelo pomembno vlogo gospodarsko in družbeno. Zakaj? Zato, ker seveda ta osebni stik, kar ga industrija srečevanj, kakor zdaj po novem temu rečemo, omogoča, prinaša nek bolj ambiciozen naslednji korak. Se pravi, nekako vsak je v nekem svojem balončku, v svoji pisarni, v svoji tovarni, v svojem podjetju dela tisto delo, ki ga preživlja. Seveda gleda trg okrog sebe, tisto, kar je v njegovi smeri. Če greš pa na sejem, pa poleg tega, da vidiš to svojo smer, ker so specializirani sejmi, vidiš še smeri kakšnih drugih gospodarskih družb, drugih okolij, tudi drugih narodov, ker sejmi so povsod aktivni po celi Evropi, po celem svetu. In seveda ta izmenjava nekih vsebin, kultur, informacij je nujna za inovacije, za nove kreacije, za nove razvojne korake, ki jih seveda potrebujemo, če želimo kot družba napredovati, v smislu tudi, da smo bolj okoljski, da smo bolj trajnostni, ne samo napredni. No, tako in midva z Miranom sva takrat bila že v dva podjetja, Jazon d.o.o. in Ljubljanski sejem, se je to podjetje takrat imenovalo, prvi podjetniški sejem 92-93 leta, kar pomeni nekaj 3-4 leta po zakonu, ko smo lahko v Sloveniji spet ustanavljali svoje lastna podjetja. Moja stojnica, ki sem jo takrat že dobila kot partner v organizaciji sejma, je bila tako na prehodu med marketinškim sejmom šolstva in nekim majhnim podjetniškim halom, nekim traktom, kjer so se podjetniki prvič predstavljali. In tam sem jaz seveda stala in povezovala.
ne, in imela prve razstavljene barvne registratorje, ki jih je naredil Pako, te tovarne več ni, ne. Prej so bili registratorji samo črno-zeleni. Tako neka svežina, nek drugačen pristop, no, in takrat moram reči, da so na to stojnico, povezovalnico prišli, mislim, da so se takrat še imenovali neki predsedniki nekih skupščin, en gospod Žakelj, ne, se ga spomnim, da je prišel. V glavnem, imeli smo neko pozornost tudi politike, ne, in kasneje sem jaz zelo rada rekla, da sem na tej povezovalnici zbudila v državi interes, da je nastal potem Ministrstvo za malo gospodarstvo v Mariboru, ne. Čeprav verjetno ni bilo to čisto direkt, ne, samo vsem smo se mi manjši podjetniki postavili, da smo gospodarska sila, ne. Tako da to je v bistvu ta dobro po Sloveniji, v smislu, da smo najhitreje in najbolj učinkovito prišli v vid neki politiki, nek prebivalstvu, podjetniki preko sejemske dejavnosti, in te povezovalnice na tak ali drugačen način od takrat naprej izvajam jaz v povezavi z Miranom, ne, tudi če on službo menja, ga jaz poiščem oziroma on mene. In tako že po moje zdaj, ker enih 7-8 let s Pomurskim sejmom delamo povezovalnice v Gornji Radgoni, v času njihovih sejmov, sejma Green, ne, pol tudi Natura, sejma Natura, Lov ribolov, Agra, kmetijsko-živilski sejem mednarodni. Tako, ne. Megra, gradbeništvo. Tako. In zdaj tisto, kar bo Miran povedal, ne, kaj v bistvu vse en tak sejem prinese lokalni skupnosti in seveda državni oziroma mednarodni, ne. V bistvu iz tega vidika, da ima Agra toliko let že, ne, ta sejem, ne. Tako, če zdaj recimo začnemo, ne bi začeli pri srednjeveški tradiciji, ne, iz katere tudi Radgonski sejem oziroma Pomurski sejem črpa nek navdih in tradicijo. Lahko začnemo pri tradiciji Pomurskega sejma, ki se začne v letu 1962, se pravi letos bo sejem že 59. na sporedu. Potekal je tudi lansko leto, žali bog, na spletu in močno okrnjeni obliki. Vsi, s katerimi se pogovarjamo, institucije, tukaj sodeluje praktično cel državni vrh, ne, vsa najpomembnejša ministrstva na čelu s kmetijskima, ne, gospodarska zbornica, obrtno-podjetniška zbornica, strokovne institucije, fakultete, univerze, srednjo živilsko šolstvo. V bistvu vsi komaj čakajo, da bo sejem spet potekal živo, ravno zaradi tega, ker je rekla Lenka, enostavno je ta živo srečanje, izmenjava idej, dobrih praks, navdihov, zgledov, izzivov nepogrešljiva, ne. To enostavno ne more iti preko spleta, preko Skypa, preko Zooma, enostavno se mora srečati v živo, seči v roko in včasih tudi na zdrav s kozarcem penine ali pa vode, ko skleneš dober posel, pa se kaj novega napišeš. Enostavno je treba te stvari početi v živo, ne, potem tudi več zaupanja, manj skepticizma do določenih produktov, ne, če pa nekaj lahko primemo v roko, dejansko primemo in zraven še človek, ki zastopa ta produkt ali morda celo kreator, ne, inovator, nam je pa hitreje vse bolj jasno, ne. Dejstvo je, da enostavno to omogoče dejansko, da ti produkt primeš, ga si ogledaš iz vseh strani, poskusiš, kar je na kmetijsko-živilskem sejmu izredno pomembno. Predvsem pa vidiš ponudnika iz oči v oči in vzpostaviš eno zaupanje, mu postaviš pod vprašanja in dobiš odgovore iz prve roke. Tukaj so proizvajalci, podjetja, ki so dobro pripravljeni na sejem, imajo cele ekipe, ki so naravnane v bistvu na to, da pokrijo in tržno publiko in ciljne kupce, končne in stroko, tehnologe, skratka, dejansko dobiš informacijo osvetljeno iz vseh možnih zornih kotov in tudi ravno tako produkta, ne. No in na sejmu... Preden gremo v glase Lenka, bi jaz še vprašal Mirana, kateri bo pa sejem zdaj prvi zopet v živo na sporedu? Po več kot enoletnem zaprtju, ne. Mi smo izgubili leta 2020 sejem lova in ribolova, izgubili smo v bistvu Sobro, ki smo jo predstavili v letošnje leto, ravno tako sejem medicine Medical, bo zdaj prvi na sporedu mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, 59. zapovrstjo, praznik kmetijstva, živilstva, najpomembnejši mednarodni kmetijsko-živilski sejem v tem delu Evrope celo. Praktično pokriva celo Evropo in ciljne skupine tudi iz Balkana, iz Zahodnega Balkana, kamor se zdaj želimo širiti, ne, kot Evropska skupnost tudi. Tako da prvi bo ta na sporedu potem v jeseni, ta bo potekal od 21. do 26. augusta v tradicionalnem terminu, potem pa konec septembra še sejem sodobne obrambe Sobra.
Sobra, zanimivo. Mi gremo na hitro o oglase, po oglasih pa še več o pomurski sejemski dejavnosti in seveda dobro z dobrim. Stanite z nami, se gledamo. Dobrodošli nazaj v našo družbo, naša rubrika Dobro z dobrim, z menoj je Lenka Puh in Miran Matej. Lepo pozdravljena ponovno. Pogovarjamo se pa o sejemski dejavnosti in kako zelo pomembna je ta za nadaljni razvoj gospodarstva in produktov, mreženja ljudi, za prenos znanj, prenos kulturnih idej. Lenka, je tako? Ja, celo družinskega življenja. Ker namreč sejem Agra je znana potem že, da tja pridejo cele družine. Ne? Zdaj, ali to pride mogoče v nekem trenutku veliko teh družin iz kmetij, ker pride pač tukaj pogledati, kater bo njihov naslednji novi traktor, ali pa kakšna druga oprema, ki na kmetiji potrebujejo. Ampak jaz kot otrok, ker sem pač otrok agronomskih staršev, sem tudi kot otrok, kot mestni otrok hodila na ta sejem Agra. In moram reči, da zdaj v odrasli dobi, ko sem začela poslovno sodelovati, sem se najbolj ušpičila v Lisičjo pot. To je zadnji del sejma Agra, ki je zelo zelen. Kar pomeni, da je pomurski sejem in sejem Agra že med prvimi začel predstavljati zelo močno ta trajnostni razvoj. Se pravi, te druge oblike pridelave in predelave hrane, to, kako smo Slovenci znani po skrbi za svoje gozdove, vse te neke stvari, katere seveda ob tisti mehanizaciji, ker v bistvu prideš na sejem in vidiš te velike traktorje in tako naprej, vseeno ne smeš preskočiti. Ta Lisičja pot, ki je čisto na koncu, vsi tisti, ki boste prišli letos na Agro, je tudi najbolj senčna. Tako da, če je vroče, je tam vedno najbolj prijetno, sprehajalna pot, ribice. Tudi tam se vedno posadi neko novo drevo, kadar pridejo kakšni visoki gostje. Tam je tudi vinograd, ki ga je zadnje 2 leti nazaj okopal robot. Tam v bistvu vidite neka dogajanja, prepletanja med novimi tehnologijami, med prakso tradicionalno, ki je pomembno, da jo ohranimo, pred nekim znanjem. No in tam vedno stoji naša povezovalnica, v kateri se da v miru usesti in spoznati naše krožne zgodbe, več poklepetati, se pravi manj trušča, ker tam je v bistvu v tistih halah je zelo veliko pa dogajanj, zvočnikov, vsega tega. Tukaj nekako se stvar majčkeno ustavi. In seveda v tem sklopu teh povezovanj se seveda na nek inovativen način predstavljamo tudi drugim sejemskim aktivnostim, ki niso mogoče toliko v naravi, kot je sejem v Gornji Radgoni, ki nimajo nekako možnost povezati te tradicije družinske, da je to tudi izlet, da se tukaj tudi žlahta dobi, da tukaj v bistvu izmenjajo tudi te stare stvari, ocenjevanje živine, tekmovanja. To se vedno želim zdaj pogledati, da vidim kakšnega tega plemenskega bika. Ja, tako, to, kad dobi pol modro, ali kakšno dobijo pri nas? Dobi pokal in zvonc. Predvsem so pomembni za govedo zvonci. Tako, in vse te stvari so v dosti kratkem času, če se tako vzame, in na majhnem prostoru dostopne nam vsem, Slovencem in seveda tujcem. In kar je meni zelo zanimivo letos, ko so turistični boni, je seveda tam v okolici tudi masa nekih drugih priložnosti turističnih, od tega, da je tle Radgonska penina, do tle, da imamo v bistvu takoj čez v Avstriji tudi slovensko največjo pivovarno, ki sicer že na avstrijski strani, ampak je slovenski podjetnik. Sam je tudi tukaj, recimo od Radencev, to je dežela naravnih zdravilišča, Radenci, Moravske Toplice. Tako da v bistvu vse do Lendave pravzaprav je kraj za krajem, ima tople vrelce in izredno dobro tovrstno ponudbo, zdraviliško in rekreacijsko. Sprehajalne poti, kolesarske poti, pokrajina ob Muri je čudovita, še dosti neodkrita, odlična kulinarika, posebna, zelo prijazni ljudje. Tako da ogromno vinarjev zasebnih, nagrajenih na našem ocenjevanju, mednarodnem ocenjevanju vina. Tako da res se splača iti tja in poskusiti. Ampak najprej vseeno povabilo na sejem. Ja, na sejem, zato ker tisti Ljubljančani, ki bodo prišli na Agro, ker je kljub samo majčkeno dlje, pa se bojo oglasili v naši povezovalnici Dobro po Sloveniji, vzadi tam na Lisičji poti, čist na koncu, če ne bodo najdeli... Na sejemski učni gozdni poti. Na sejemski učni poti, tam smo, bodo dobili posebno presenečenje, degustacijsko. Ker mi smo namreč zdaj prejšnjič predstavili čičerik in sladoled. Tako je. Tako da imamo kaj za okušati.
In tam vedno je neka taka stvar, ki je tudi primerna za otroke, ne samo za odrasle, kraft pivo, ki ga vedno kaj predstavljamo. Tako da vabljeni vsi Ljubljančani, prosim, tisti, ki boste prišli, se oglasite tam, smo Ljubljančani in čaka vas presenečenje. Da pokažemo, da tudi Ljubljančani vemo, kaj je podeželje, ker realno smo v bistvu Slovenija le eno veliko mesto, le ena velika vas. Smo mala država, Tako. ki je zgleda na nek način gosto poseljena, pa Tako. morda še ni toliko, vendar se zelo hitro lahko povezujemo, ker vedno smo bili tranzitna država in iz tega, ker so skozi naše meje tekle različne dobrine in različne ceste, se je pri nas vedno družilo in povezovalo. Tako. In vse to se dejansko stika na sejmu Agra, preden pa pridemo na zeleno oazo, ki je dejansko zelena oaza neke blaginje in blaginje, kakršna naj bi bila, se pravi so naravna, se sprehodimo skozi seljske hale z obilico ponudbe kulinarike, institucij izobraževanja na tem področju, inovacij na področju kmetijstva, tudi vrtičkarstva, če želite, sredstev za nego živali in rastlin. Vsak dan dnevi so razdeljeni dejansko po temah. Sobota je dan za protokol, za mednarodna srečanja, nedelja je družinski dan, ponedeljki dan živilcev, torek dan za vinarje. Pol pridemo v torek. Vsak dan morate priti, ker je vsak dan vam ponuja nekaj novega, nekaj zanimivega, nekaj, kar še niste vedeli, nekaj, kar še niste videli in probali. In na koncu obvezno pred zeleno oazo so še razstave živali, ki sem jih prej omenila. Te se predstavljajo vsak dan tudi na zelo atraktivnih predstavitvah na maneži, od razstave govedi, drobnice, recimo v sredo, konjeništva v torka, tudi športnega konjeništva s preskakovanjem ovir, biki, ki so dejansko kapitalni, pa krave niso stelički, nič manj ljubke, koze, pravzaprav vse avtohtone pasme in pasme, ki jih redimo drobnice v Sloveniji. Pol kakšen krškopolc se z jih pokaže. Krškopolca letos ne bo sam na slikah in v obliki mesnin, žal, ker je pač prašičja kuga razsaja v bližini, bodo naredili predstavitev, tako kot imamo mi COVID, imajo prašiči svojo kugo, tako da tukaj smo morali žive živali pravzaprav odstraniti iz sejemskega prostora, ampak zato pa jih bomo lahko poskusili v obliki izdelkov. In se mogoče poigrali raje potem z ovcami pa kozicami, ki so zelo prijazne. Ker sem opazil takole na posnetkih, ker sem gledal za nazaj, da se tudi veliko nekih tekmovanj dogaja na sejmu Agra, od žaganja, to se kakšno tekmovanje izredno. To je izredno atraktivno tekmovanje. Letos zaradi covida bo potekalo mogoče malo kar ni obliki, ampak pravzaprav, kar se tiče tekmovanja, ampak kar se tiče predstavitev varnega dela v gozdu in vseh teh disciplin, podsekovanje, podiranje na balon in tako naprej. To so pravzaprav resne tekmovalne discipline, ki pa hkrati promovirajo varno delo z motorno žago, varno delo v gozdu, za vso opremo, to je res atrakcija. Ravno tako je en kup drugih prireditev. Letos ponovno zaradi covida odpade tekmovanje v plesanju polke. Žal tekmovanje v vlečenju vrvi, ampak upam, da že naslednje leto to bo. Bomo pa mi v povezovalnici predstavili, kako bomo pridelali brezvirusni semenski česen in kako so pomembne stročnice v pridelavi hrane za zmanjševanje podnebnih vplivov. Tako da v bistvu v našem delu bo brez živali in mesa, bomo šli v bistvu bolj to alternativo teh rastlinske hrane. Predstavili bomo tudi prvo hrano iz lesa. Hrano iz lesa? Ja, Slovenci smo prvi, ki smo registrirali zdaj pred parimi meseci na Evropski komisiji novo živilo. Eni so registrirali mole, tiste črve iz moke, mokarje, Slovenci pa hrano iz lesa, se pravi, sicer je to prehransko dopolnilo, ampak hrana je hrana. Ampak iz lesa? Iz lesa. Tako da v bistvu tukaj treba vedeti, da ta inovativnost, katero moramo ljudje, zato da bomo preživeli, vidna. V bistvu na Agri bo zdaj tudi, Agra je znana po tem, da se jejo čevapčiči, pri nas pa... Ne, to čist ne drži, Pa pleskavica. Ne, v bistvu je veliko avtohtone kulinarike. Samo treba je narediti prava gostišča, ki so na sejmu tudi posejana. Zaradi narave strežbe pa je dostikrat žar, tudi hrana tudi prisotna. Nenazadnje tudi vsi ljudje na takih prireditvi želijo. Pričakujejo. Vsekakor pa želimo bolj forsirati v bistvu te velike kulinarike, recimo na razstavnem prostoru srednjih kmetijskih živilskih šol, izobraževanja pod okriljem ministrstva.
kjer se predstavljajo pravzaprav tudi s kulinariko, z naravnimi, recimo temu, za oznako izbrana kakovost, ki temelji na izbranem mesu, na izbranih vrtninah, letos v sadju in zelenjave, še posebej tudi na tej vegetarijanski poanti. Ogromno je tudi recimo ponudbe degustacij na tržnicah mladih kmetov, na tržnicah v bistvu kmetij, dopolnilne dejavnosti iz kmetij, tako da je veliko avtohtonega, tistega pristnega slovenskega tudi za poskusiti. To je izredno velika in pestra ponudba na sejmu Agra, tako da jaz sem se odločil, da kar grem. Jaz grem na sejem Agra. Vam bomo rezervirali en dober kmečki turizem in vas super, imam še bon za porabiti. Tako da, kdaj se vidimo na sejmu Agra? Med 21. in 26. augustom. Vljudno in toplo vabljeni. Tako, med 21. in 26. augustom se vsi dobimo na sejmu Agra, kjer bomo tudi obiskali povezovalnico E3 skupnosti Jazen.do, kjer bo Lenka seveda kraljevala, si predstavljam, in ponujala najrazličnejše stvari, med drugim tudi prehrambeno dopolnilo iz lesa. Evo, spet smo Slovenci nekaj iz lesa naredili, ne moramo si pomagati, toliko veliko, da ga imamo, tretja najbolj pogozdena država v Evropi smo, tako da moramo nekaj iz tega lesa narediti. Lenka, najlepša hvala, da si mi pripeljala Mirana v studio, da je predstavil sejem Agra, da se stvari zopet začnejo razvijati, da se bomo lahko družili, čeprav malce še vedno v okrnjeni obliki, vendar znaki, da se življenje vrača na te normalne ustaljene tire, se mi zdi, da so tu. Najlepša hvala obema za povabilo in seveda vabljeni na sejem Agra v Gornjo Radgono od 21. do 26. augusta. Tako, se vidimo med 21. in 26. augustom na sejmu Agra v Gornji Radgoni. Lepo je v Sloveniji, Prekmurju se pa še tudi dobro je. Stanite z nami, vdaje še ni konec, na hitro v oglase, potem nas pa čaka Union Experience v pivovarni Union. Se gledamo.